Dober večer in lepo pozdravljeni na nocojšnjem pogovoru o knjigi Bridkost je stvar s peresi v izvirniku Grief is the Thing with Feathers angleškega pisatelja Maxa Porterja, ki je v slovenskem prevodu Ane Golob in Katje Šaponič nedavno izšla pri Cankarjevi založbi. V tem izvrstnem, kratkem in zelo intenzivnem delu britanski pisatelj Max Porter piše o akutni fazi žalovanja, s katero se po mamini smrti soočajo njen mož ter njena sinova. Mož oziroma oči, kot je poimenovan lik v tej knjigi, pripravlja knjigo oziroma študijo o pesniški zbirki Vran Teda Hughesa. In tik po željeni smrti z družino prikliče Vrana, ki personificira to bridko stvar s peresi in ostane v družini, vse dokler ga oči na koncu ne odslovi. Moje ime je Mojca Kumrdej, z mano pa bodo v knjigi spregovorili njeni prevajalki Anja Golob in Katja Šaponič ter glavni urednik Cankarjeve založbe Aljoša Harlamov. In to brez mask, glede na to, da imamo vsi štirje skladno s korona protokolom potrdilo bodisi o negativnem izvidu na COVID, bodisi o njegovem preboletju. Naj uvodoma predstavim sogovornike. Anja Golob Zak je pesnica, urednica pri založbi Viga Vage knjige, kolumnistka pri Studiu City in v sobotni prilogi Večera ter prevajalka. V zadnjem desetletju je objavila 4 pesniške zbirke, V roki in pa Vesa v zgibi ter Didaskalije k dihanju, za kateri je prejela Jenkovi nagradi. Za zbirko z enim najdaljših naslovov sploh, ki se začne z Da ne in je šla predlani, pa je prejela kritiško sito. Anja živi med Ljubljano in Bruslom, podobno kot med Ljubljano in Bruslom živi Katja Šaponič, prevajalka iz francoščine in angleščine. Pred 20 leti je bila knjigarka v knjigarni Valer Novak, od leta 2005 do 2008 je bila prevajalka na Generalnem direktoratu za prevajanje pri Evropski komisiji v Luksemburgu, zadnje desetletje prevajalsko pot nadaljuje, kot rečeno, v Bruslju. Pri slovenskih založbah so med drugimi šli njeni prevodi del Agote Krištof, Alice Munro, Agate Kristi in Alberta Camusa, od leta 2013 pa je tudi hišna prevajalka in lektorica pri založbi Vige Vage knjige. Aljoša Harlamov je na oddelku za slovenski jezik in književnost Ljubljanske filozofske fakultete doktoriral iz slovenskega modernističnega romana. Dolgo je bil literarni kritik in za svoje delo leta 2014 prejel Stritarjevo nagrado. Od leta 2016 je glavni urednik Cankarjeve založbe, sicer pa tudi publicist, pisec ter, kot mi je sam povedal, zvest uporabnik Twitterja. Pogovor bo uvedel nagovor avtorja Maxa Porterja, ki bo iz izvirnika prebral 2 krajša odlomka, tik za njim pa bo potem prebrala v slovenskem prevodu odlomka Anja. Vendar naj uvodoma predstavim še samega avtorja. Max Porter je v Londonu študiral umetnostno zgodovino ter nato opravil magisterij iz radikalne performerske umetnosti, psihoanalize in feminizma. Knjižno kariero je začel kot urednik in knjigarnar ter za slednje leta 2009 prejel naziv najboljšega knjigarnarja Bookseller of the Year Award. Za svoj prvenec z naslovom Grief is the Thing with Feathers je leta 2016 prejel nagrado Sunday Timesa za najboljšega mladega pisatelja, nagrado za leposlovje po izbiri Združenja britanskih knjigarnarjev in mednarodno nagrado Dylana Thomasa, bil pa je tudi nominiran za Guardianovo nagrado za prvenec. Po tej knjigi, ki je prevedena v skoraj 30 jezikov, je nastala uspešna gledališka predstava. Predlani pa je Porter izdal drugo knjigo z naslovom Leni, ki govori o izginotju dečka na podeželju in bila med drugim nominirana za Bookerja in bo po tej knjigi posnet tudi film. Nedavno pa je šla njegova 3. knjiga The Death of Francis Bacon, v kateri se loteva poslednjih dni omenjenega slikarja. Zdaj trenutno predlagam, da prisluhnemo Porterjevemu in potem tudi Anjenemu branju 2 odlomkov. Hello, my name is Max Porter. I'm the author of Grief is the Thing with Feathers, which is being translated into Slovenian, and I'm humbled and grateful to everybody, to the publisher and my translator, and I will read you 2 short sections from the book. It's about a man whose wife has died, and
he has 2 sons, and into their life comes a crow, who is a famous crow from the poems of the English poet Ted Hughes, but he's also any crow, and a real crow, and a joke crow. Boys. We used to play a game called Sonic Boom. We would fly as fast as we could through the pine forest like bullets through a crowd, and we would compete to turn at the very last moment before a tree. We would fly as fast as we could through the pine forest and then flip, roll sideways, millimetres from the tree, shrieking Sonic Boom as we reeled off. One day I taunted my brother. I dared him to ricochet off the tree like a bullet, glancing off a fleeing shoulder. I went first and I flew hard and true straight towards a tree, and Sonic Boom! At the last minute I swerved and my wings slapped the trunk. Whap! And I barreled off into the forest like a bullet, glancing off a fleeing shoulder. My brother flew too low and too fast and never turned. Whap! A sharpened branch pierced him through the neck, and he hung there, croaking, Sonic! 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 This story is only partially true. Dad. They played at being birds. They played at lions. They went through phases: dinosaurs, trucks, thundercats, kung fu, lying, sport. There was very little division between their imaginary and real worlds, and people talked of coping mechanisms and normal childhood and time. Many people said, you need time, when what we needed was washing powder, Nick shampoo, football stickers, batteries, bows, arrows. There was very little division between my imaginary and real worlds, and people talked of sensible workloads and recovery periods and healthy obsessions. Many people said, you need time, when what I needed was Shakespeare, Ibn Arabi, Shostakovich, Howlin' Wolf. I remember they left their tea unfinished, and I picked at half-eaten fish fingers, cold peas and coagulated ketchup. I remember I said, I'm throwing every single toy in the bin, and they giggled. I remember being scared that something must surely go wrong if we were this happy, her and me. In the early days, when our love was settling into the shape of our lives, like cake mixture reaching the corner of the tin as it swells and bakes. Thank you. Fanta. Igrala sva igrico Sonic Boom. Kolikor hitro sva mogla, sva zdrvela skozi borov gozd, kakor krogle skozi množico, in tekmovala, kdo se bo drevesu izognil čim pozneje. Kolikor hitro sva mogla, sva zdrvela skozi borov gozd, se prekobalila in se zavalila na stran le nekaj milimetrov od drevesa. Sonic Boom sva vreščala, ko sva se kotalila dalje. En dan sem brata izzval. Rekel sem mu, naj se odbije od drevesa kot krogla od rame v begu. Jaz sem šel prvi in poletel zares in napolno naravnost proti drevesu in Sonic Boom, in v zadnjem trenutku sem se izognil in moje krilo je plosknilo po deblu, pomf, in zdrevel sem v gozd kot krogla, odbita od rame v begu. Moj brat je letel prenisko in prehitro in sploh ni zavil, pomf, ostra veja mu je prebodla vrat in visel je tam in hreščal Sonic, Sonic, Sonic. To je samo delno res. Oči. Igrala sta se ptice, igrala sta se leve, šla sta skozi različne faze, dinozauri, tovornaki, thundercats, kung fu, laganje, šport. Meja med njunim domišljijskim in resničnim svetom je bila zabrisana in ljudje so govorili o obrambnih mehanizmih in normalnem otroštvu in času. Veliko jih je reklo, čas potrebujete. Medtem ko smo mi potrebovali pralni prašek, šampon proti ušem, nalepke nogometašev, baterije, loke, puščice, loke, puščice. Meja med mojim domišljijskim in resničnim svetom je bila zabrisana in ljudje so govorili o razumni delovni obremenitvi in obdobjih okrevanja in zdravih obsesijah. Veliko jih je reklo, čas potrebuješ. Medtem ko sem jaz potreboval Shakespearea, Ibna Arabija, Šostakoviča, Howlin' Wolfa. Spomnim se, da sta čaj pustila na pol popit in da sem bezal po ostankih ribjih palčk, mrzlega graha in koaguliranega kečapa na krožnikih. Spomnim se, da sem rekel, vse igrače do zadnje bom vrgel v smeti, in sta si hihitala.
Spomnim se, da sem se bal, da bo šlo zagotovo kaj narobe, ker sva bila na začetku tako srečna, ona in jaz, ko je najina ljubezen dobivala obliko najinih življenj, kot tortno testo, ki med naraščanjem in pečenjem doseže robove modela. Hvala, Anja. Pred našim pogovorom ste mi vsi trije izrazili svoje navdušenje na to knjigo. Kaj je tisto, kar vas je v tej knjigi pritegnilo in kako ste sploh vzpostavili to vaše sodelovanje? Kdo je pravzaprav predlagal, da bi se ta knjiga prevedla v slovenščino? Ja, zdaj, jaz sem malo brskal po e-pošti, da bi nekako lahko res obnovil to zgodbo, ampak kar nekaj teh mailov nimam, ker jih sproti čistim zaradi prihoda novih. Ampak načeloma je zgodba pač z moje strani dokaj simpel. Jaz sem za to knjigo slišal zaradi tega, ker sem imel nastavljeno na Googlu opomnik, da mi vse povezano z modernizmom, vse novice povezane z modernizmom meče naprej in me nekega dne obvestil, da je nekaj o Tedu Hughesu in o njem, skratka, neki kritik je bil omenjen on, pa modernizem in sem šel gledati in je bila pač ta knjiga omenjena, Max Porter, jaz takrat nisem kaj dost vedel o tej knjigi, ampak sem si pa zapomnil, ker se mi je zdelo pač naslov zelo zanimiv. Potem pa zdaj se čisto točno ne spomnim, kako je bilo, mislim, da mi je Anja še preden sem jaz šel v London, ko sem prišel na Cankarju, sva z Anjo delala takoj Steinhöfla, Središče sveta sva delala takrat knjigo in mislim, da mi je Anja takoj si mi predlagala pač Porterja, potem sem pa jaz, mislim, da mogoče kakšen mesec zatem bil v Londonu na knjižnem sejmu, kupil knjigo, jo prebral in jo prebral potem v hotelu še enkrat. Dobesedno, to je knjiga, ki sem jo bral, ko sem šel iz knjigarne jest, sem jo prebral med večerjo in potem nazaj še v posteli tik pred spanjem in potem po tistem v bistvu ni bilo več poti nazaj. No. Kaj pa vi ti? Ja, jaz sem našla to knjigo med eno rezidenco pesniško v Antwerpnu, ko sem iskala pod mus eno knjigarno, ker nisem bila že 14 dni v knjigarni in to pa je too much. Mislim, glede na zdaj se to zveni to smešno, ne? Ampak takrat pa sem pod nujno morala in nisem mogla iti do Brusla zaradi nekih razlogov in sem pol tam po Antwerpnu spraševala ljudi, kje je kakšna knjigarna in pol so mi povedali enih par naslovov, ampak pol sem si jaz to vse zabeležila in šla to vse pogledati in nobena ni bila ok knjigarna, razen pač te, pa še ta je bila FNAC. In pol je pač tam, ko ni knjigarna. No. Ampak k sreči so imeli nek oddelčič in tam so bile ene par misije, in na eni od misij je bila ta knjiga in ne vem po kakem naključju, pač gledal sem tiste knjige in tam je, ne vem, začela sem jo brati tam in se mi je zdelo, da pa nujno moram in sem jo isto pol, šla sem na per pol in sem jo na peru več kot pol prebrala tam in pol sem šla domov in sem jo prebrala še do konca in sem jo začela še enkrat brati od začetka in sem jo pol prebrala po moje 3x-4x tako v šusu in mi je postajal, taka knjiga je, ko se ti vsakič, ko jo prebereš, še zdaj recimo, ko jo znam skoraj na pamet že, tudi zaradi prevoda in to, vedno znova odstirajo neke nove stvari, kar je za mene dober izkaz, odličen izkaz v bistvu, ali pa edini tak izkaz dobre literature. Teda pol tudi za mene ni bo več poti nazaj, tako sem pač pol pisal, pa vprašal, če jih bo več to zanima. Ja, jaz se ne spomnim čisto točno, ampak verjetno si mi ti povedala pol za to knjigo in sem jo tudi jaz prebrala in ja, pol tudi za mene ni bilo več poti nazaj. Imela sem to srečo, da sem potem kasneje, ko je avtor izdal drugo knjigo, Lenija, da je imel eno predstavitev, bil je povabljen v Bruselj in sem imela srečo, da sem lahko šla takrat ga poslušati. Mislim, človek se res zaljubi v njega zaradi tega, ker je tak navdušen, pristen človek in ga je užitek poslušati. Občutek imaš, da se dejansko ustvari neka posebna atmosfera takrat, ko govori. No, ampak Grif je še vedno Grif, mislim, Bridkost je stvar s Peresi, je zame še vedno najljubša knjiga od njegovih.
Ja, zanimivo pri tej knjigi je tudi sama sem jo pred našim pogovorom večkrat prebrala, da ko jo bereš, se ta knjiga od znotraj širi. Ne? Zelo kratka je, ampak z vsakim branjem v bistvu se knjiga razširi in postaja daljša. O tem sem recimo razmišljala. Ne? Ampak zanimivo je, da je v bistvu to knjiga, ki je hibrid. Tu ni neka enostavna naracija, ampak gre za povezavo treh nekakšno polifonično povezavo treh glasov, očeta oziroma očija, kot je poimenovan, sinov, dveh sinov in vrana. V teh glasovih, zlasti v glasovih sinov obeh in pa očija, odzvanejo tudi glasovi matere, pokojne matere oziroma žene in stare matere. Ko sem šla pogledat na Cobiss, kako je knjiga označena, piše različne literarne zvrsti. Kako je mogoče to knjigo opredeliti, ki ima resnično veliko žanrov? Meni se zdi to Porter. In najboljše se mi zdi, kadar ne moreš opredeliti, kadar je žanr tak, da tudi z drugimi, ko knjige, ko delam, te medžanrske knjige so zelo velik izziv, pa zelo problematične pri založbah. Zato mi je bilo še toliko bolj ljubo, ko sem se založil do gora, da bojo vzeli to v prevod. Ker tu ne gre samo za, ni to taka knjiga, ko jo ti prevajaš zato, ker te zanima honorar. Ni to vprašanje tega, tu gre dejansko za neko knjigo, ko se je lotiš zato, ko si s srcem tam. Tako reka Katja, tako on na teh dogodkih, ali pa na nekih posnetkih, tako tu recimo na tem posnetku tudi vidiš, da je unutrena strast v literaturi, ko se meni zdi nevredno, ne ljubi se mi brati več knjig, ko nimajo te strasti. Teh knjig je malo, teh, ko niso napisane po teh učbenikih za, kaže ta creative writing, malo je takih knjig, ko niso tako napisane. A mene o katerih odkrijemo v prvih 20 straneh, da je tam bil en creative writing zraven, tako me ne zanima. Recimo to absolutno ni to. To je vse samo to ne. Je to knjiga, ko moraš kaj malo trpeti zraven, ko jo bereš. In to je top shit. Pri Leniju isto, je isto, so stvari, ko so zakodirane in moraš ti se prebiti za njih, ampak ko enkrat se prebiješ za njih, ko priješ za tisto kopreno od spredi, ko zgleda kot neka matrica, si bogato nagrajen. In mene to pritegnalo pri tej knjigi in pol tudi pri Leniju. Kako fantastično, ta človek je genialno v pisanju, ni to druge. In pol je ful težko se lotiti prevajati, zato ker veš, da če je tip genijalen, šita, ti pa kako boš zdaj to, Teda to je malo, probaš pol narediti najboljše, kar lahko. Jaz bi sam hotela dodati, da ne vem, če se zavedamo, kakšno srečo v bistvu imamo, da ta knjiga sploh obstaja, se pravi, da je sploh išla, ker namreč Porter, ko jo je napisal, dokler jo je pisal, baje niti ni govoril o njej, potem pa, ko jo je enkrat napisal, je pa imel srečo, da jo je v bistvu predstavil, da je o njej govoril z urednico pri Faberju in da je bila ona v bistvu navdušena nad njo. Ker, če sem prav razumela, v enem od njegovih intervjujev je šel v bistvu samo na en shot, se pravi, ali bodo pri tej založbi vzeli ali pa pri drugih založbah sploh ne bom ponujal. Se pravi, imamo res srečo, da je dejansko to išlo, da je bila tam ena urednica, ki je razumela, kaj ima med rokami. In tole en urednika, ko je ta isto to razumel. Jaz sem hotel reči, da seveda tako eno knjigo, jaz mislim, da je logično, da nekako obkrožajo eni taki mali čudeži. Glede na to, da gotovo pri Faberju so se gotovo tudi vprašali to, kar je Ana rekla, prvič, kaj je to za ena stvar, ta knjiga, drugič, komu bomo mi to prodali. To sta dve stvari, ki se založbe vprašajo, to je čisto logično. Pri meni je pa tudi tako, da jaz pa to tudi moram vendarle povedati, če ne bi bila Anja, ki bi mi rekla za to knjigo, jaz tudi ne bi kar tako dal to prevajati. To ni knjiga, ki ti lahko rečeš nekemu prevajalcu, ok, loti se ti tega. To je knjiga, ki zahteva dešifriranje, poglabljanje, ki zahteva mogoče tudi malo več, kot pa sam poznavanje jezika, pa kulture, pa ne vem česa. To je vendarle prevod, ki potrebuje tudi neko kreativnost, jaz mislim, da. In Anja in Katja, to, kar ste oni dve naredili, to tudi ni kar tako enostavno. In to je treba jasno povedati. So knjige, ki jih
založniki, uredniki bi z veseljem dali prevajati, sem, če tudi nimaš pravega prevajalca, tudi ne moreš. Ja, Ne? knjigo uničiš, seveda se izgubi vse. Ja. Zanimivo je, Katja, omenila si to urednico. Tu sama sem prebrala za nekaj intervjujev z njim in to je bila urednica, ki Vran od Teda Hughesa ni bil blizu, pravzaprav je še strašno na živce in njemu ta isto. Ne? In mislim, da se ona prav na tem nezadovoljstvu s Hughesovim Vranom povezala in našla. Porter sam pove, da je izhajal iz različnih mitoloških in tudi ornitoloških značilnosti vranov. Namreč med vrane sodijo poljske, sive, črne vrane, kavke, krokari, šoje. Značilnost teh ptic pa je, da so vsejedi, obenem pa tudi mrhovinarji, kar pomeni, da čistijo okolje, hkrati pa živijo v človeški bližini. Ne? In zato sem jaz sama razumela tega vrana, ki ga prikliče oče v tej družini in to oče, ki piše študijo o Hughesovi pesniški zbirki Vran, da s tem, ko ga prikliče, ta vran začne potem trgati ta nekrotična tkiva, te mrtvine iz živih teles družinskih članov in tudi iz tega enotnega telesa družine, ki se je seveda z materino smrtjo zelo spremenilo. Kako pa vi razumete tega vrana, glede na to, da Porter je tudi v tem videu sam povedal, da to ni ne Hughesov vran, ne njegov, ampak to je vran vsakega bralca, bralke posebej. Ja, mislim, rekla bi, da recimo bralci, ki poznajo Teda Hughesa, ki poznajo recimo Vrana ali pa vsaj delno, se pravi vsa Hughesova dela, gotovo v knjigi najdejo tudi svoj užitek. Ne? Ni pa hotel avtor obremeniti na splošno bralcev s tem. Se pravi, to, kar si povedala o Vranu, se mi zdi krasno. Ne? Dejansko je to ta njegova neka taka splošna vloga, ampak ta Vran je minsko polje, on je vse od šaljivca do psihoanalitika, do varuške, do vse, kar v bistvu potrebuje situacija ali pa ti posamezniki za to, da lahko grejo za milimeter naprej, pa spet za centimeter, pa mogoče spet malo dlje. In tudi pove v knjigi, ne bom šel, dokler bom videl, da me rabite, ne bom šel. In se bo priličil obliki in intenziteti žalosti ali pa nekega čustvenega stanja teh treh posameznikov, ki so doživeli tako tragično izgubo. Jaz, če smem tukaj sem dodati, ja, pač poanta tega Vrana, poanta vsake dobre literature je, da ti da neke simbole, v katere lahko bralec sam prenese neko stvar in Vran je sej on je črpal z Teda Hughesa, Ted Hughes pa je v resnici z Vranom želel napisati neko ljudsko, epsko, pripovedno obliko, ki mu ni ratala. Ne? To je pač njegova pesniška zbirka je v resnici napaka, ker on je hotel narediti ep, ki bi vseboval pesmi, dele poezije. To, kar je v bistvu zdaj Porter nekako naredil. Ne? In že on se je takrat, jaz sem zdaj nedolgo tega bral, da je recimo se zgledoval po se pravi vzhodnoevropskih pesnikih, ne? Med njimi Vasko Popa, ne? Se pravi ta srbska mitologija, oralno neko pripovedništvo. In jaz mislim, da je ravno zaradi tega Vran je toliko nek povezan z nekimi arhetipi v resnici v vsaki kulturi, tudi pri nas, ne? So Vrani ponavadi, ne vem, spremljevalci, čarovnic ali pa ne vem kaj, ne? So tudi psihopompi, se pravi tisti, ki duše pospremijo recimo na drugo stran. Zame osebno, pa jaz sem to vedno bral kot neko utelesitev, kot neko materializacijo te izgube. Ne? Meni se zdi, da je izguba, mislim, da to noter tudi omeni na začetku, pač ta oči, pove, da je zanj bila na začetku izguba nekaj abstraktnega, nekaj, česar se ni dalo prijeti, pol pa pride naslednje poglavje Vran k njemu. Ne? In se mi zdi, da je Vran točno to neka materializacija tega, ker je to izguba, to vsak ve, ker je izgubil ljubljeno osebo ali pa nekoga bližnjega, slej ko prej ugotoviš, da ta manko, ta odsotnost je toliko nekaj trdnega,
toliko nekaj živega, živi s tabo kar nekaj cajta, ne? In ni to nekaj abstraktnega ali pa nekaj, da si ti zamisliš, kako sta bila v prejšnji teden nekje, pa zdaj pa nista, ne, ti ves čas čutiš, da nekoga tam ni, ne? In ta Vran nekako zasede ta manko in ga materializira in to se meni zdelo pač pri tem zmeraj tako, mislim, to sem jaz našel noter, ne? Kot bralec in kako sem jaz recimo doživljal svoje izgube v življenju. Ja, to je super oboje. Mislim, to kar si ti rekel, ne, da je to nekdo, ko spuca prostora. Ne. Meni se je zdelo hkrati, da je to nek veliki drugi, ne, ko je točno to, kar ti, a veš, meni je super, recimo, ko on reče, da je pripeljal ono žensko domov in pol ona gre. Ki se ukvarja Silvijo Plath, tako je, pač nekaj iz našega foha, ne, tam moj foh, ne. In pol ona je pač naredila, in pol reče, ona je bila odlična v tem, da je pač naredila vse, kar je lahko naredila v tem trenutku, da so bile stvari cool. In pol, ko se to že vse zgodi in to, pride on po stopnicah, kao sem se počutil fajn, mami je bilo nelagodno, ker sem bil vesel in sem hodil tam po stanovanju, ko da je na novo vse. In sem tam premikal po stanovanju malo preveč divje, ker sem bil preveč vesel, ker pač mi je uspel nekaj, kar si mislil, da sploh ne bom nikoli več. Ne? In pa sem prišel dol in je Vran tam uponaš moje sopenje in nabijanje, ali ne kaj smo dali, pač ono porivanje, mislim, da smo dali. Ne, pol. Meni se zdi genialno, to se mi zdi genialno, ampak oni tam razlaga neko kak jo strašno pogreša, ki bi smo naredili 30-metrski spomenik, pa na koncu piše, Vran mi je rekel, zveniš tako nalepka za, mislim, ta badge za na magnet za hladilnik. Veš to, kot ti sam sebi, ne, veš, kot ne vem, ti ugreje, pa rečeš, mater, sem blesal to, ali pa, ne, tist feeling, ne, tist špegel, tist, ko ti nekdo nas, se mi zdi, da je to ta primarna, da je to dramatično sredstvo, na katerega se temeljno opiše dramaturgija te knjige in da ko ti enkrat imaš to, ko ti uspe in to je genialno, meni se zdi to genialno v tej knjigi, veliko enih momentov genialnih, ampak ta moment se mi zdi eno od njih najbolj genialnih momentov, da ti uspe najti obče mesto, ko je hkrati tako partikularno. To je nekdo, zato pravim, da je tip genijalen, zato ker, mislim, večkrat rekel, ko sem prevajal, mater sem jezna na njega, ne, ko mi da bi mezinčka verjetno, ne, pa ne bi zares, ampak kao mi da bi mezinčka, da bi jaz lahko to, a veš, da bi se, a veš, in da si sposoben pa to tako napisati, da je vsak stavek prežet z neko mešanico cinizma, humorja, neke trpkosti in hkrati neke take ljubezni do literature, neke take čiste strasti do tega, da ti pišeš. In se mi zdi, da je pri Vranu to, da je to eksponentno, da to, kar je v ostalih, a ne, in zato se tudi sej, ne vem, če lahko tule kar na to navežem, zakaj smo mi to obe prevajali, a ne, mi smo to obe prevajali zaradi Vrana, predvsem, a ne, ker pač, jaz sem, načeloma bi jaz morala prevajati, a ne, in jaz sem tudi se lota prevajati, a ne, in tudi sem resno se pristopa in sem resno se lota prevajati, da bom jaz to pač, in sem res dal vse najboljše, kar imam, no, pač, kar sem lahko v tistem trenutku. Ampak sem ugotovila, da te jezikovne lege, te 3 jezikovne lege, ko se menjavajo, zahtevajo, predvsem Vranova lega seveda, tam se mi je odprlo eno tako brezno. In sem imela občutek, da jaz nisem sposobna v eni osebi vseh teh 3 stvari na tak način prevesti, da bojo dejansko imele, da bojo iz istega materiala, ampak da bojo hkrati imele različne falsete. In ta falseta toliko odstopa, da sem jaz to sicer probala in to, ampak sem bila nezadovoljna s tem, kako to meni gre. In sem imela občutek, da sem nedostatna pred tem materialom, da to kar, in zdi se mi, da je pošteno do knjige in do avtorja in tudi do bralk in bralcev pol, da pač, če vidiš ti, da nisi zadost dober, da rečeš, stari, jaz mater, da švicam, ampak pismo, veš, ti maraton je za mene, jaz na pol maratona, ampak ne morem tega maratona sama, preveliko odstopanje je, no. In pol sem dejansko enkrat pač ene noči, nekaj v depri, ne, poklical gati, pa sem rekel, poslušaj, a imaš ti toliko cajta, jaz bi res, meni se zdi, da bo boljša knjiga, če lahko, ne, pač jaz ne morem tak, a lahko ti. In pa je hvala Bogu, Katja imela cajt in je rekel, ja, ko mi ide tudi, da smo že skupaj prevajali druge stvari, ne, in tega smo navajeni ena na drugo pri prevajanju, ne, da vemo, kje so strong pointi od koga, mislim, kje so neke prednosti, pa kje ima kdo slabosti, to lahko pol izkoristimo v prid knjige. Ne. In smo pa točno to naredili. Tako da jaz bi tu pač povedal direkt, ne, to, kar je v Vranu, v prevodu, res dobro je od Katja, ne jaz.
Sam tako, da se ve, pač, da je jasno to. Sam je pa pomembno, da je v tem tandemu, da je ena od prevajalk tega vajnega tandema, da je pesnica, ne? Ker tukaj je zelo pomemben ritem. Ne? Mislim, če ni pravi ritem, se stvar podre. In mislim, vidite, da je zelo kompleksna stvar. Poleg tega je ogromno absurda, poigravanja z besedami. Ne? Recimo sem si prav, moram prebrati, da se slučajno ne zmotim, ampak zdaj verjetno, da ne bom našla. Skratka, ogromno je takih izumov v slovenščini, besednih. Ne? Kaj so že te medprstni, smrdo, kaj so že pa bili? Ja, se jih bom našla. Lahko ti jaz malo pomagam. Najboljša beseda se skriva na strani 26 in to je Favšnabel. To je meni. Favšnabel tudi, ja. To je meni, mislim, da sem napisal komentar, sam smeška, ker to je bilo pa meni toliko hilarije. Favšnabel, medprstni smrdosfalkelci. To je to, ampak doslej še ni bilo besede za to v slovenščini. Ne, mislim, če bi človek pri Porterju šel se res po slovarju, ja, mislim, to da me je Anja vprašala, če bi lahko jaz, je meni bilo najprej sam mal vrana, ne, ampak lahko razumem, zakaj mi je rekla. Lahko razumem to, da z tega vidika, da to troglasje, ne, ki je v knjigi, ta triptih, troglasni triptih ali pa troglasno podobje, tudi knjiga je razdeljena na 3 dele. Ne, to je zelo pomemben element in se mi zdi, da če ti kljub temu, da si pesnica, da imaš posluh za jezik, da bereš in tako naprej, če ti pri tako močnih 3 glasovih se ti zdi, da enostavno mogoče ne zmoreš držati tega troglasja v sebi in če imaš mogoče možnost komu reči, zakaj ne? Sploh ker seveda je pa šlo za sodelovanje, se zdaj ni šlo, ok, ti prevedeš od do, jaz pa od do, tako da lahko razumem ta tvoj argument. Ne? Samo tu je treba absolutno povedati, da tole nisem samo jaz pesnica, mene pač se bolj pozna na tak način, ampak Katja dela muziko, pa dela besedila svoja, pa poje, pa igra kitaro, pa da ritma, ne, tole ni primarno moja domena, ampak je glih isto njena domena, sem pač ljudje njo manj poznajo, zato pač noče na tak način nastopati, ampak ta besedila, ko jih ti delaš, ne, se meni zdijo mestoma, mislim, nekatera od njih se meni zdijo boljša od mojih pesmi. Tak, absolutno, direkt, mislim, brez da zdaj tole, ne rabim jaz tole dnev ritlest, ko se predobro poznamo, ampak ni to zdaj za to, ampak dejansko meni se zdi to, kar ona dela na tak način, ko ona to dela, jaz tega ne bi bila sposobna in se vidi to, ker to, veš, recimo ta primera, ne, še enih par takih primerov je, kaj ta iz Mižulu, to, ko sem te v avtiju sprašala, iz Mižulu Pančevo, ali kaj iz Pančeva Mižulu, to je tudi isto, tega se jaz nisem vedel, kako naj ti prevedem, jaz sem prav imel vprašaj tam, ne, nisem vedel, kako naj to prevedem in pa, ko je Katja dala ta predlog, je on tako, ja, pa točno to, ne, točno to je to, kar hočemo, ali sam jaz se nisem spomnila. Ja, jaz tega frazema nisem poznala, mislim, ker... Saj ne obstaja frazem, Pančevo je tisto, ko greš pančat. Mižule pa isto, ne, se pravi. Mižule isto, ja. Ja, ne, bravo bi mogoče mislil, zakaj pa ste se odločili za srbsko... A ste vi dve med prevajanjem ste sodelovali z avtorjem oziroma na kakšen način je bila ta komunikacija? A se mu je bilo pomembno, da sodeluje, ali si je rekel... Ne, super, mislim, tako je Katja rekla, pač Katja je šla takrat do njega, jaz sem prosil, če lahko gre do njega, dati podpisati za mene knjigo, pa če mu lahko reče, da ga prevajalka pozdravlja, pa če bi bil tako prijazen, da bi dal nek mail ali nek kontakt, da bi jaz, ker sem slutil, glede na material, da bomo potrebovali kako konzultacijo. In pol res, on je bil zelo prijazen in nekaj ti tudi rekel, da ni nobenega problema, da kamot. In pa sem si jaz tisti mail pač shranil, seveda, s tistim podpisom in to. In pol, ko je res, ko smo mi bili fertik, pa smo delali sami korekture, preden smo sploh Aljoši poslali,
smo imeli enih par takih sessionov, ko smo se pogovarjali, pač pa iskali rešitve za neke stvari, ko so bile odprte. In je nam ostalo enih par odprtih, ko nismo vedeli, tako so bile zakodirane, da nismo vedeli, kam naj z njimi. No. In pa smo se odločili, pač, da bomo pa vseeno izkoristili tega Jokerja, ne, pa poklicali prijatelja. Ne. Pa smo pa v bistvu mail poslali avtorju. Ne. In pa je on odgovoril v bistvu takoj, ne, pa ful zelo prijazno in zelo tako pripravljeno pomagati in pojasniti stvari. Tako nama so izjemno, to nam je ful pomagal, da smo zaključili lahko pol dejansko znotraj tezga. Ne. Ja, to je res. Je pa tudi res, da se avtor zelo zaveda, da je to knjigo zelo težko prevesti. In mislim, da je zelo odprt skratka za prevajalske zagate. To, kar mu je zelo všeč, mislim, to zdaj govorim zaradi tega, ker sem prebrala v nekaterih intervjujih in že branje intervjujev z njim je res čisti užitek. In zaveda se, da kolikor je prevodov, toliko različnih vranov je. Ker je nemogoče, ker ima tudi vsak jezik neke svoje posebnosti in bi bilo bolj prav reči, da gre za prenos, ne toliko za prevod, ker je res transpozicija. Ne? Tako da nam je bil zelo na voljo, zelo je bil benevolenten. Ja. Omenila si, da ima knjiga 3 dele. Prvi del je, da pač pogledam naslove. Obliž noči. Ja, ko se stvar zgodi, skratka, tik po tistem, ko mati umre, potem sledi obramba gnezda in pa dovoljenje za odhod. Bralec lahko v prvem delu, med branjem prvega dela dobi vtis, kot da gre za literarizirano autobiografijo. Vendar temu ni tako. Ne samo zaradi tega, ker je v prvi osebi ednine, pač oči govori, pa potem še sinova, ki se takrat še mečkana. Ampak mogoče zaradi intenzitete, pa zaradi res poznavanja same situacije izgube smrti. Ampak v drugem delu potem vidimo, da nas upotegne hkrati v to intertekstualno, recimo temu, vranoslovje. Skratka, Ted Hughes, Sylvia Plath in Emily Dickinson, od katere si tudi v bistvu parafrazira in prevzame naslov. Ona zapiše, upanje je stvar speresi, on to parafrazira, v bridkosti je stvar speresi. Aljoš, bi mogoče lahko kaj povedali več o teh vranih, o Hughesovem si že povedal, mislim, to je res brutalen, mračen vran, ki je pri katastrofah navzoči, ne tako, kot pač tukaj, ko se pojavi po tem, ko se zgodi, če jaz prav razumem, nesreča, da je nesreča pač razlog. Mislim, nekako se nakaže. Kolikor se nakazano je, zdaj. Nakaženo je, ja. Niti ni pomembno. No, niti ni ja, pa ne, no, bomo v naslednjem vprašanju to odprla. Mislim, čisto za način želovanja. No, recimo, da Hughesov je pač vran, čigar palača je zloban, njegov prestol, morišče iz kosti, ne. Pri Sylvii Plath je vran drugačen, ne, recimo v pesmi Črni vran v deževnem dnevu vran pritegne pesničine čute in ji nekako za hip olajša strah pred popolno brezbrižnostjo. V bistvu jo ohranja pozornost, da ne zdrsi v popolno letargijo, da ne pade v to absolutno depresivno brezno. Pri Emily Dickinsona, kot sem že rekla, pomeni pač upanje. A bi lahko kaj več mogoče rekli na kratko o teh različnih vranih, ki vendarle so navzoči, tako jih on lepo namesti. Ja, tako kot sem rekel, pač vran je ena taka figura, v katero lahko prislikaš marsikaj. Ne. Jaz recimo nisem kaj dosti poznal, jaz sem šele pač Hughesa sem malo poznal zaradi tega, ker sem pač iz modernizma delal reči in ker pač, ki sem delal doktorat, no, ne reči, in me je pač tudi poezija vseeno zanimala in pritegnila. Nisem pa nikoli bil nek blazen fan, recimo Emily Dickinson, mogoče še že, Sylvia Plath pa niti ne. No. Se mi pa zdi zelo pač
pomembna seveda ta navezava, ne, da je Hughes Vrana napisal po smrti svoje žene, ne, in da seveda tukaj imamo to tragično zgodbo, hkrati tudi zgodbo, ki zanima pač marsikoga, še zdaj ne vemo čiste resnice, pač kaj se je tam dogajalo med njima in tako naprej. Je pa mogoče meni bila bolj zanimiva, jaz ko sem bral tole, sem dobil povsem druge asociacije, ne toliko vezane na britansko recimo literaturo, pa njihovo tradicijo varanoslovja, kot si rekla, ne, ampak bolj recimo na našo, ne, tudi danes Zajc ima zelo pogosto varana in tudi pri njem so ptice zelo pomemben simbol, ki je hkrati, se vemo, on spušča ptice in je to nekak včasih simbol pesniške govorice, da ptice letijo v nebo, to, kar so potem ukradli z reklamami, ne. Hkrati pa vemo tudi, da mu ptice zelo pogosto pomenijo neko slutnjo smrti, pa tudi napad, neko množičnost proti neki individualizmu, ne, ker vemo, da se ptice tudi med sabo pobijajo belo ptico, ne, in tako naprej. Tako da meni so bile bolj te asociacije. Se mi zdi, da tukaj Vran se vsaj meni nikoli ni zdel črno-bel, ne. Težko rečem, a je Vran res absolutno pozitiven lik v Porterju, ne. A je res on tukaj sam zato, da vzame da jim pomaga prebroditi to, ali on tudi živi malo tega, ali on tudi žre to, a ne, to bolečino, to izgubo, ta način, ne. Skratka, da je tudi imaš tega občutka tega triksterja, ne. Vran je tudi v ljudskih pripovedkah, pa tudi skozi angleško literaturo je trikster, se pravi v slovenskih pripovedkah je to ponovadi hudič, no. V tujih recimo je marsikatera druga žival in zelo pogosto je to varan, ne. Skratka, ki kmet naleti nanega, ki ga nekaj skuša pač prefrigati, potem pa ga kmet, ker je pač dovolj brihten, ga njega skratka obrne okrog, ne. Skratka, in tukaj se mi zdi, da je neka mogoče podobna stvar, ne, da varan seveda pride tja z nekimi povsem drugimi morda nameni, tudi on zelo jasno pove, da ga zelo privlači razbito gnezdo, ne, in da pride v to razbito gnezdo z nekim takim veseljem, z neko strastjo že skoraj da, ne. Tako da ja, pač meni se predvsem zdi zelo pomembno povedati, da Vran mogoče ni čist in 100% sam pozitiven lik, opravi pa neko pozitivno delo na koncu, ne, ki pa ni nujno, da je njegov namen, ne, lahko je pač njegova neka posledica. Ja, nenazadnje si ga je oči sam priklical in pri takih priklicih nikoli ne veš, kaj se ti pojavi, ne. Je to zelo tvegano, tako klicanje. Zlasti, ampak prej bi se navezala na to, ko si rekla, da v bistvu ni pomembno, kako je ona umrla. Mislim pa, da je, ker tukaj gre vendarle za neko normalno žalovanje. To pomeni, da ni te ambivalence, kot je recimo v primeru, da bi ona naredila samomor. Jaz tega tukaj nisem doživela, da gre za neko podobno zgodbo, in sicer zato, ker oče nima teh ambivalentnih čustev, hkrati ljubezen in obenem zamera, smrt, obenem tudi se ne samo obtožuje, saj tega jaz nisem opazila. Skratka, če primerjam pa recimo s Hughesom in Silvijo Plath, ne, itek so mu učitali, da je on kriv za samomor, mu kazali neka pisma, ki jih je tudi objavil in podobno, ne. Tukaj je mogoče res ta bolečina prav v tem triksterju, v tem Vranu za to večstransko vlogo, ta bolečina povnanjena, in ta proces seveda je zapleten, ni enostaven in je treba, da se ta operacija z različnih kotov verjetno da opravlja. Seveda je boleče, vsakič, ko kljune kaosne po tej mrtvini, kaos naredi rano, ne, in to je boleče, ja. Meni recimo nikoli nisem, kar se tega tiče njene smrti same, jaz nikoli nisem videla drugega koraka. Pač nikoli, ker tam je prav en eksplicitni del, kjer on govori, ni bila taka, tam pri Favžnablih, no. Ni bila taka, ko drugi, ko umirajo, ne, ni bila taka, ko drugi v tem procesu. Ona je enostavno živela svoje življenje, pol je pa ni bilo več. Skratka, dokler je lahko, ne, ni pustila za sabo nobenih teh skrbi za umirajočega, ni bila tak tip bolnika, ne, ko bi bilo treba za njega teh skrbeti, da se ti smili. In tudi ta ženska, ne, ki je skozi v ozadju in dobivamo od nje drobtinice o njej, a ne, iz različnih, in to je super, ne, dobivamo iz različnih nekih
očišč take delčke, drobce, iz katerih si posestavljamo to žensko, ki nikakor ni izključno pozitivna, sploh ne. In to je tudi ena od teh odlik, genialnih odlik, da ti narediš človeka iz mesa in krvi, ko nikoli nisem pozitivna ali pa negativna, tudi ta ženska ni taka. In to zelo jasno vidiš, a ne, ta moja dva otroka reče, da mi svinamo mi dva ga zajbavamo, pa se norčujemo iz njega, zato ker bi rada, da bi ohranil, da bi mu na tak način pomagal odhraniti njo, a ne ta odnos, ko je ona imela do njega, a ne. In meni ta del, doj smo se s tem ukvarjali, točno s tem delom, a ne, pol ga pa ni bilo več, a ne, ful je, nič ni pustil za sabo, ni bila taka kot drugi, ko živi, ko imajo to bolezen, ona je bila enostavno, prav spomnim se, so se 2 uri v tem pogovarjali, kako to prevesti, bila je zaposlena z živetjem življenja, pol je pa ni bilo več. In to se mi je zdelo eno od onih mest, ko mi je dekodiral, v bistvu, na kak način je šlo to. In jaz recimo tudi Urana nikoli nisem videl kot pozitivnega lika, nikoli. Videl sem, da ti še to, ko si ti rekel, to se strinjam, mislim, da se mu bolj po slučajnosti urajimo, kaj sred takega dobrega, da to ni nekaj, ko bi, a veš, pač vsaka kura zrno najde, tudi slepa kura zrno najde, pa te pa tudi Vrana, ne, tu pa tam kaj dobrega lahko naredi, ne. Ampak v glavnem jaz ga nisem, tudi ko sem brala, predtem sem sploh šel prevajati, nikoli nisem dojemal Vrana kot nek lik, ko bi bil predominantno pozitiven. Meni se je zdel predominantno negativen z nekaj odkloni zaradi sentimentalnosti ali pa nekega šibkega srca. No, tak, na to, ko vidiš tam 2 otroka, ko sta Boga, pa se tebi malo srce stedi, ampak pa čez 2 minuti ugotoviš, da to ni moja domena. In pa tudi zelo jasno opredeli svojo pozicijo. Reče, mi smo taki, pa taki, a ne. In jaz imam tako pozicijo in na tak način gledam na to, no, ampak se lahko je pa tudi drugače, ne. In recimo momenti pri problemi, to, ko te glava boli pri prevajanju, tega je bo veliko tu, in so bili to momenti teh onomatopojij ali pa teh nekih veš, tega kljuvanja, ko je obesedeno, ne. Imaš pa pol net recimo eno poglavje, ko je meni najljubše moje poglavje, je to poglavje z lisico, ne. To je mi poglavje, ko je tak, če hočeš povedati, kak Porter piše, to poglavje z mrtvo lisico je meni tak, to je to, exemplarično. Drugo, eno najljubših mojih poglavje je pa to poglavje, ko opisuje jokanje. Pa je samo eno poglavje tega, kak je opisan jok. In to, kak zelo boli v, ne vem, parih besedah, mogoče 15-20 besed, ampak to je vse. Pač ti vidiš, kak on je sposoben formo totalno priličiti vsebini, zato da bi pokazal bolečino, ko jo opisuje. To, da ti vidiš, kako to jokanje poteka, pravzaprav v besedah ne vidiš, kako poteka to jokanje, to se mi zdi genialno, no? Da ti uspe to tako opisati. Ja, hočem reči, da razumem zdaj, zakaj si rekla, da mogoče pa ni toliko zanemarljivo, ne? Zakaj, na kakšen način je umrla. To, kar se meni zdi zanimivo tu, je, da ta nenaden odhod, nenadno razbitje ene strukture, kakršni so bili kot družina, recimo. To je takoj na začetku, to, kar vidimo mi na začetku, so črepinje. Potem pa počasi, ne, ali probamo malo to zlepiti, ali kaj, ali kupimo novo vazo, ali kaj naj naredimo, ne. Meni se je zdelo, da ima ti 2 vlogi, ta odsotna žena, se pravi, to nenadno izginotje in kaj je to povzročilo, to je sam začetek knjige, ne. Potem pa to, na kakšen način se pa vseeno pojavlja v knjigi, ne. Kako jo oni sestavljajo, mislim, kakšen kolaž je pol to. In pa je, samo to bi še dodala, pa je, da na začetku je bila knjiga 4-glasna, se pravi, je bila tudi še ona noter, pa potem nekako to ni delovalo, ker je razbijalo to strukturo, skozi je ven metalo, nekako je razglaševalo to trodelno strukturo in je v končni fazi nekako je ostala noter na tak način, se pravi kot kolaž. Ampak v tem drugem delu, Obramba gnezda, kar razumem, potem vse bolj, ko gre knjiga proti koncu v drugem delu, se mi zdi, da to je tisto poglavje, ko se začne pojavljati demon in skuša prepričati očeta in sinova, da se odzovejo. Ne odzovejo se vse do trenutka,
ko seveda prevzamejo materin glas in materino podobo. In koliko razumem, si Vran prizadeva natanko za to, da gre mati nazaj da gre v regresijo. Skratka, da mati več ne straši, ampak da dejansko kar živi samo še v spominu, ne pa več v tem umestnem prostoru. Skratka, da ti trije sprejmejo, da je pač mrtva, njeno smrt. Ja, to si dobro povzela, tu nimam kaj dodati. Bi lahko še nekaj rekli o času? Zanimiv se mi zdi čas, dobro je. Zgodba kljub temu, da ne gre za linearno pripoved, vendar gre za neko genezo dogodkov. Ampak zanimivo se mi zdi do tiste točke, ko oče na koncu Vrana odslovi in Vran mu reče, zanimivo pa je, da ga odslovi takrat, ko Vran mu reče, da bo žalovanje, da je njegova funkcija nekako končana s tem, ko bo oddal rokopis, esej o pesniški zbirki Tela Hughesa. Ampak zanimivo se mi zdi, da ta čas pri očetu je bolj zgoščen kot pa čas obeh sinov, ki je razvlečen globoko v prihodnost, ko sta sama tudi že očeta in je njun oče, stari oče. Lahko sam še nekaj povem. Res, da ni avtobiografska izkušnja na tej ravni, ne? Je pa povedal v enem od intervjujev, da je dobil pa močan poriv po zapisanju te knjige, po srečanju z očetovim prijateljem. Njegov oče je namreč umrl, ko je bil Porter star 6 let, niso sicer živeli skupaj in zgleda, da mu je to srečanje nekako odprlo ene niše, ki so bile iz otroštva, ki so bile dotlej rečemo zaprte, ne. Njega je bistveno več v teh sinovih, teh dveh fantih, ki včasih govorite v dvojini, včasih se ta glas razpre v ednino. Če bi lahko v teh glasovih in času pri sinovih kaj povedali. Mogoče jaz začnem, sem tako, pač meni se je zdelo vedno, da je tudi zelo različni žanri so, bi jaz rekel, ne, Vran je vedno nekak sedanjik, Vran je vedno tukaj, vedno pač kljuva, vedno počne to, on je ko en spoken word poet, no? On je pač ta slammer, no? Pesnik, ki pač ki pride zdaj na oder in zdaj bo on povedal nekaj, kar se okrog njega dogaja in povsod zajema, medtem ko brata oziroma sinova živita v nekem na trenutke zelo pravličnem času, ne? Sej tudi njune zgodbe so, Anja, ki je prebrala tisto odlomek, ne veš, kaj vse je res noter, kaj ni. Ne? Ona dva pripovedujeta kot da si ona dva pripovedujeta neko zgodbo, v kateri sta ona dva glavna junaka. Ne? In to nenazadnje je neka otroška perspektiva, posebej mogoče otroki veliko berejo, ki so obkroženi z literaturo in tako. In se mi zdi, da na trenutke, vsaj jaz sem tako občutil, je to res ena z njune strani na pol pravljica. Ne? Pa sej neki mitični, ti pravlični momenti so noter, še potem imamo, nam še avtor nastavil, oziroma pač pripovedovalec, še neka vprašanja, da obnovimo zgodbo tiste tako imenovane pravljice oziroma eksempla. In se mi zdi, da je tukaj neka brezčasnost, medtem ko je Vran zame vedno v nekem sedanjiku, oče pa je vendarle omejen, bolj bi jaz rekel, je zgoščen v nekem ožjem času, zato ker je zanj, pač ker je odrasel in zanj pač stvari deluje čisto drugače kot za mulca. Ne? In pač meni tale zgodba z demonom, ki pride, je ena najbolj groznih, druga pa mi je ne najbolj grozna, ampak najbolj pa me tako zadane vedno tista pripoved čisto z začetka, kjer eden od njiju pripoveduje pravzaprav ravno tej smrti, če se navežem na prejšnjo vprašanje, ne, kako sta ona pričakovala, da zdaj pa bo luči bojo, nek poseben zvok bo, pač nek dogodek bo, skratka vdrli bojo do ljudje s posebnimi oblekami, govorili bojo jezik hitro zdaj, ne vem kaj, ne, pač skratka neki reševalci ali ne vem kaj, ni pa bilo nič, ne. Ta smrt je prišla tako zelo neopazno v resnici, ne. In se mi zdi, da tukaj ravno s tem, ko smo se pogovarjali, da ta smrt vendarle pride nekako na pol naravno, pač da je to smrt del vendarle
življenjskega cikla, mislim, da to nekako pač tudi se upne v ta čas, da skratka gre za neko časovno perspektivo, ki je razbita na 3 dele in kjer mora tudi bralec malo imeti tega nekega občutka, da vstopa v zelo različne jezike, prostore in čase. Aljoša, a te lahko vprašam, zakaj si se odločil, da knjiga, slovenski prevod, nima spremnega besedila, pa ne gre samo za vrenoslovje, mogoče bi bilo to možno res razširiti, in niti ne recimo informacije o avtorju? Ja, ponavadi damo, ne samo to, ponavadi je zadaj, jaz ne boste verjeli, velikokrat, ko delam knjigo, mi strani zelo hitro grejo, zelo hitro uredim, ker ne nazadnje delamo z odličnimi prevajalci, potem se mi ustavi pa tle zadaj, ker moram to ponavadi jaz napišem in pač pri tej knjigi jaz nisem vedel, kaj tle zadaj dati. O tem sem tuhtal ves čas, odkar sem dal prevajati, da nisem vedel, kaj naj s to knjigo, ker preprosto zame je to po eni strani toliko posebna knjiga, pa toliko močna, da po eni strani nisem hotel, ne vem, Max Porter za to knjigo je dobil to pa to nagrado. Zdelo se mi je, da bi to malo uničilo knjigo. In da ljudje, ki vidijo tole knjigo, ki jo pograbijo, da je boljše, da takoj padajo vanjo in da takoj vidijo, da je to knjiga nek zaključen projekt, ki nima niti več nič z Maxom Porterjem v resnici. To je knjiga, ki živi neko svoje življenje, zato sem se pol odločil, da ne bo imela ničesar, ker ponavadi damo vsaj neko besedo o avtorju, vsaj o nagradah, ker to pač privabi bralce in ne vem kaj. In pa ne nazadnje sem se zato odločil tudi, da dam Tini Dobrajc narediti ilustracijo za naslovnico, ker se mi je zdela, da prvič, ker jo poznam zelo dobro in sem vedel, da bo to knjiga, ki ji bo zelo všeč in da bo našla nek način, kako tudi nagovoriti to neko skrivnostnost, temačnost, večpomenskost tega varana, ne da bi preveč izdala. Meni je zelo važno, da bralec dobi to knjigo, ne da preveč pričakuje. O njej lahko govorimo, zdaj nas bo ura ustavila, o njej lahko govorimo mi še ure in ure, ampak jaz mislim, da je najprej treba to knjigo prebrati, pa pol lahko govoriš o njej. Če pa nisi bral te knjige, jaz lahko ti povem, 1 uro govorim, ampak ne boš razumel, kaj ti govorim. A je mogoče razlog, da je ta knjiga tako zelo odmevna, da tako močno, intenzivno nagovarja bralke in bralce, tudi v tem, da ima strukturo točno takih stanj. Ne govorim samo o recimo žalovanju ali pa melanholiji ob izgubi človeka, ampak recimo tudi o stanjih, v katerih se je znašla Silvija Plath, o depresiji in ker recimo v en odlomek tega očetovega glasu, v enem od teh odlomkov oče urejuje poglavja knjige, ki jo pripravlja. Ampak vsa poglavja so prečrtana, ker mu samo en stavek potuje skozi glavo, ne, in to je pogrešam svojo ženo. A je mogoče tudi v tem stvar, ne, da je ravno na ta način strukturirana, kolikor so pač takšna stanja, ko recimo se lotimo kakšne knjige, pa v bistvu sploh ne vemo, kaj beremo. Meni se zdi, da tudi res vidiš, da je spucan tekst, da res dejansko sam test, kar je nujno moralo net ostati, je ostal, ne, taka Aristotelova poetika logika, no, pač tist, kar lahko ven vržem, bomo vrgli ven, drugače je odveč. In je res ogoljen tekst, res do skrajnosti. In to, kar je net ostalo, je mislim, da hkrati zelo partikularno in zelo univerzalno. No. Ti tekst je hkrati skrajno partikularen in skrajno univerzalen. Vsak od nas je že kdaj koga zgubil in vsak od nas se lahko v tem najde in vsak od nas lahko razume, kaj to pomeni, taka izguba in se lahko na to nalepi. Sam pol, kaj on s tem naredi, da ne ostanemo sam pri tem, vsak od nas je enkrat nekoga zgubil, to je Medtem ko to, kar je pa tole narejeno, je pa ono nekaj, kar te vrne na to, ampak z neko abstrahirano logiko, glih te partikularnosti te zgodbe konkretne. In to, da to dvoje skup deluje, je neka dramaturgija, ko so sposobni napisati ljudje, ko res vladajo pisati. No. A lahko bi mogoče še pokomentirali moto, ki je na začetku knjige. Naj ob tem dodam, da je Max Porter je od majhnega rad riše. In tudi vsako literarno delo, tako je pač nekje pove, začne z risbo. Ne? In tukaj gre za moto Emily Dickinson, Ta svet ni konec.
In v tem motu so besede, kot je recimo bolj ljubezen, so prečrtane in so nadomeščene z besedami vran. Ta vran se pač pojavi 3-4krat. Kljub temu pa je podpisana Emily Dickinson. To so pač intervencije. Ne, to je, oprosti, ko te prekinem, to je to, kaj je vran. To je vran. Pač pride, pa se poserije, no, pač gre čez tekst, ni važno, zdaj, to je Emily Dickinson. Kaj me briga, kdo je, lahko je, sam ljubi Bog, pač meni se zdi, da je to treba malo popraviti. Mesto malo popravijo, ne. Tako je, bo mesto malo popraviti, zdaj pa tako, da vidite, o čem govorimo mi, ko govorimo o vranu, ne. Zato bo to tako pomembno, da mu to pač dejansko ostane, mislim tudi v slovenščini, da ima to, ne. Moraš videti, s kom imaš opravka, evo, tu imaš, ko gre odpreš, ta prva stran, preden smo začneš brati, da veš, s kom imaš opravka, evo, to ti je. Dragi sogovorniki, najlepša hvala za pogovor in upam, da se bojo v to Porterjevo vrenoslovje in tudi v vrane drugih avtorjev, ki smo jih nocoj omenjali, potopili. Skratka, nocojšnji pogovor bi pa končala z očevo ugotovitvijo, ki se pojavi proti koncu knjige in se mi zdi tudi eno ključnih sporočil. Oče pravi, zavračam hitenje, bolečine, ki nam je naložena, naj noben človek ne upočasni ali pospeši ali izniči. Torej, hvala vsem in lahko noč.